bi radi živeli boljše, da bi bili bolj zdravi pa srečni. Ja, začnite se ukvarjati s sabo, ne sosedi. V oddaji Klepet ob kavi vam zaupamo kako. Zdravo, drage ženske, naslednjih 20 minut boste lahko naredile nekaj zase. Nekaj pomembnega, nekaj primarnega, nekaj, kar smo že znale, pa smo pozabile. Res je, kar je v našem DNK-ju. Izvajale bomo majevsko abdominalno masažo trebuha kot takega. Odkot pravzaprav to izvira? Zdaj, če govorimo o majevski, verjetno ni iz Skandinavije, ne? Verjetno, da ne, ja. Iz Centralne Amerike. Tako. Je bila pa ta masaža nekoč prisotna po celem svetu. Do danes se je ohranila majevska tradicionalna medicina in pa kitajska. Odlično. Torej, ta masaža, ki ima torej zelo konkreten terapevtski učinek, obstajajo cele šole, kar se tega tiče, in obstajajo torej strokovnjaki, ki to izvajajo. Danes pa nam boš pokazala dejansko, kako to lahko v svoji posteli doma izvajamo sami oziroma same ženske, ne? Tako lahko jo izvajamo zvečer, preden zaspimo. Seveda je fajn, da se pred tem dobro ne najemo, kajti saj 1 urca je pomembna, se pravi med hrano in samo masažo. Lahko jo delamo zjutraj, če delamo zvečer, lepo zaspimo, dobro spimo, imamo krepčilen spanec, se zjutraj zbudimo polni energije. Če jo delamo zjutraj, ne rabimo kave, recimo smo takoj v harmoniji in gremo v svet, v nov dan. V akcijo. Če začnemo, kaj bomo dejansko potrebovali? Potrebujemo prazen mehur. Se pravi, vedno pred to masažo je potrebno iti lulat. Tudi če nas med samim izvajanjem masaže prime lulat, gremo spet lulat. Kajti če limfa dobro dela in če je telo potrebno očiščenja, bomo več hodili seveda lulat. Drugače pa potrebujemo kremo, jaz svetujem, ali je to olje ali krema, vse, kar je, bom rekla, naravno, vse, kar je za notranjo in zunanjo uporabo, je fajn. Ta je pač ognjičevo mazilo, ja. Evo, pa kar izvoli, na kakšen način bomo dejansko začeli? Se pravi, vedno se udobno namestimo, vedno je pomembno, da so kolena pokrčena, pomembno je, da je hrbet sproščen, da ni hrbet osločen nazaj, da so rame sproščene, se pravi, mi se čim bolj udobno namestimo, položimo rokice, lahko naredimo srčka, naredimo 3 vdihe in izdihe, vdih skozi nos v trebuščka in potem izdihnemo skozi rahlo priprta usta, vdihnemo ljubezen in svetlobo, novo energijo in izdihnemo vse staro, vse napetosti. Kajti naš trebuh je središče nekih, kjer se kopičejo emocije, pa kdaj nam gre kdo na jetra, pa kdo na živce in seveda to zastaja v našem trebuhu in potem imamo lahko razne težave. Se pravi, kar izvoli, Mojca, vzemi malo kremice. Izvoli, Jana. Mojca in Jana boste torej tole danes demonstrirali, da bomo videli, na kakšen preprost dejansko način se to zgodi. Zdaj vidim, da začetek je kroženje. Tako. Na začetku je pomembno, da po celem trebušku, tudi pri strani, razmažemo dobro kremo, da ne vlečemo kože, da je koža lepo prožna, gladka, mehka, mazljiva. Tako, in potem začnemo z velikimi krogi v smeri urinega kazalca. Tako, jaz bom rekla, je ena taka lepa zgodba, naredimo luno. Še malo? Ne? V redu? Okej. Naredimo luno, luna so veliki krogi, najlažje si zapomnimo. Se pravi, polna luna, veliki krogi. Tako, fajn je, da gremo pri strani, ob robu, se pravi, to vse je trebuha, ne? Ja. Tako, ne da delamo samo čisto majhne kroge, ampak velike kroge. Koliko teh krogov? Minimalno 30. Dobro. Če bi vsak naredil vsak dan minimalno 30 krogov, pa nič drugega bi se že ljudje bistveno bolj počutila, ne? Skratka, mi jih ne bomo zdaj 30, ampak ko masiramo pri tej masaži, je zelo pomembno dihanje. Dihanje in dihanje in dihanje, še enkrat dihanje. Skratka, veliki krogi, tako v smeri urinega kazalca. Dobro, zraven lune pa še kaj? Sonce? Ne, zraven lune zvezda. A ja, zvezda, a jaz mislim kontra, dobre. Zraven, Začnemo z zvezdo, se pravi, zvezda je sestavljena iz spodnjega dela. Ta spodnji del je zelo pomemben za našo maternico, pri moških za prostato, kajti ista masažna tehnika se uporablja za moške in ženske.
Okej. 80% žensk ima premaknjeno, zamaknjeno maternico in če maternica ni v ravnotežju, tudi mi ženske nismo. In zato je ta masaža tako zelo pomembna, ker pomaga maternici v ravnotežje. Tudi za ženske, ki so imele odstranjeno maternico, je ta masaža zelo priporočljiva, zelo učinkovita, kajti po odstranjeni maternici se organi premaknejo, črevesje in tako naprej, in potem imajo velikokrat ženske še več težav. In se pravi, začnemo na sredini. Na sredini. Tako, mečkam bom še spustila, Mojca, takole, evo. Aha, takole. Začnemo na sredini, vdih, dihanje, kot sem rekla, je pomembno. Z izdihom gremo v globino. Zdaj, če si predstavljava, da je to sramna kost, naredimo vdih in potem gremo z izdihom v globino, v globino, v globino in potem tako, kot pošafljamo. Ja. Ok, ne delamo tako, ne vlečemo gor. Ja. Tukaj je pomembna globina. In to je kao zvezdica zate? To je zdaj, čakaj, to je zdaj prvi žarek zvezdice. Aha, dobro, en krak, ok. No, in zdaj gremo iz strani, iz pregiba proti sredini. Ok, na sredini se ustavimo. Spet vdih, z izdihom. Ne pri popku, ampak na sredini. Na sredini, ja, ne gremo gor do popka. Ok, 3-krat to ponovimo. 1, pa izdihnemo, pa se vrnemo 2, pa se vrnemo 3. Pa gremo na drugo stran. 1, 2, 3. In to je zdaj en sklop. A so 3 žarki? Ja. Super. Pa 1, 2, 3. 3x3. Tako. 3x3. In zdaj to je en sklop, če rečeva. To je en sklop. Se pravi sonce 30-krat. Luna. Ja, luna. Sonca prideva še. Ja, prosti. Polna luna, polna luna, 30-krat okrog in potem zvezdica 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. In to 3-krat ponovimo te sklope. In pa na koncu zaključimo 1, 2, 3. Vedno na sredini začnemo, na sredini končamo, vmes pa minimalno te 3 cele sklope. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. To je en sklop. Pa še pol enkrat 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tako, pa še enkrat, da so 3. Pa zaključimo 1, 2, 3. Pa je to 3x9 na koncu. Tako, 3x3 je 9, plus krat 3 je 27, pa na koncu 1, 2, 3 pa je 30. Maj so bili močno povezani števili, in 33 je aktivacija, to je minimalno, da se dejansko, bom rekla, neki premiki zgodijo. Ok, ko končamo spodnji del, gremo na zgornji del, zdaj ta zvezda rab še 3 žarke. Razumem. Ok, v redu. Se pravi, zdaj pa kje štartamo? Gremo iz sredine od konca prsnice. Ok, konec prsnice je tukaj, ko se rebra začnejo. Nimamo ram gor, nimamo komolcev gor, smo udobno naštimane, tako kot sta one dve. Naredimo vdih in gremo z izdihom v globino, kakor gremo lahko, in potem počas do popka. Tukaj pa gremo po globini do popka, tako kot delata. Čudovito delata in se spet vrnemo. Vedno, ko se vrnemo, roke odzignemo, da ne vlečemo kože gor in spet 2. In spet dol. Tako. In seveda, lahko nas boli, lahko je napetost. Vse, kar boli, kar je napetost, je zastala energija na enem izmed nivojev. Zato je pomembno dihanje, da mi izdihujemo, ko masiramo dol, da izdihnemo napetosti, da izdihnemo bolečino. Ne, da zdaj študiramo, zakaj me boli, koliko me boli, pa tako naprej. Ker z vsakim gibom, ko bomo masirali, bo bolečina manjša in manjša in manjša in potem bo izginila. In mi se bomo počutili prijetno, pretočno, prekrvavljeno. No in potem gremo na stran. Tukaj gremo tako, kot smo šli dol na sramni kosti, se pravi iz... Spodaj smo naredili 3 žarke, zdaj bojo še gor delamo. Tako, tukaj se postavimo na rob reber z vdihom, vedno vdihnemo v trebuh, gremo z izdihom v globino, pa po diagonali do popka. Pa spet to 3-krat ponovimo, pa gremo na to stran. Pa spet 1, 2, 3. Delamo počas, delamo z občutkom, delamo z zavedanjem, s pozornostjo, gremo s pozornostjo v svoje roke. Tako kot sem prej rekla, ta masaža že je v našem DNK in v bistvu vsi se znamo masirati. S tem, da pač ko nam nekdo pokaže, ko nam pove, ko mi potem to delamo, se ta starodavna modrost prebudi na našem DNK nivoju in potem znamo. In roke imajo spomin. In ko naredimo parkrat, nas potem roke vodijo, ker mi pri tej masaži, kot vidiš, pa kot sama že veš, ne moramo gledati z očmi. Kajti, če bi tako dali glavo in gledali, kako se mi masiramo, bi napeli trebušne mišice. Se pravi, gledamo skozi oči na dlaneh, imamo tudi oči na dlaneh. Se pravi, zvezdo končamo in zdaj je čas za nov dan.
In sonce, sonček. Aha, evo, spet, deva povzetek. No, deva. 30krat polna luna. Tako pa res pri strani. Ja, 30krat polna luna. Spodnji žarki od sramne kosti naravnost proti sredini. Do višine kolkov. Kle ne gremo do popkov. Ja, Ok, do višine kolkov. Se pravi, tukaj, tukaj in tukaj. Se pravi, iz vseh strani. Zdaj, če še tako pokažem, tukaj. Zakaj je to pomembno? Mogoče, da še povemo, da si znamo predstavljati. Naša maternica je nekje 2-3 prste nad sramno kostjo in okrog nje je prostor, da lahko zraste dojenček. Pripeta je z 8 različnimi ligamenti na medenične kosti. Te ligamenti ob najboljšem dnevu dobijo samo do 15% krvne preskrbe. Se pravi, in ker mi smo sitting people, sedeči ljudje, in ker sedimo veliko, naši ligamenti ne dobijo dovolj hranil in potem začnejo popuščati in potem se tudi, ali če sedimo s prekrižanimi nogami, se maternica premakne na levo ali desno. Lahko se povesi, pritisne na mehur. In s tem, ko mi delamo, prvič pomagamo maternici nazaj v njen položaj, poskrbimo za dobro prekrvavitev, da ligamenti dobijo nova hranila, da obnovijo, da so močni in da držijo maternico na mestu. In če bi mi vse ženske izvajale to masažo, nobena ženska ne bi imela povešene maternice, ne bi bilo operacij in tako naprej. Tako pa praviš, da 80% žensk ima. Tako. Torej, 30krat polna luna. Potem pa 1, 2, 3 od sramne kosti do sredine, ne do popka, do višine, pa 3, pa 3, se pravi iz sredine, pa iz vseh strani, pol pa od zgori. Tako, enako ponovijo, s tem, da kle gremo pa do popka dol. Do popka dol, torej na sredini, tukaj in tukaj, se pravi, in imamo zdaj teh 6 krakov. Tako. Zdaj si pa reka, da sonce pa sije. Na dan sonce. Juhej! Kje imamo mi svoje osebno sonce? Je tukaj, a ne? Solarni pleksus. Ok, solarni pleksus je odgovoren za materializacijo, da mi lahko stvari, ki jih kreiramo, tudi zmaterializiramo. In večini se tukaj pripenja stres. Ali pa, ker smo zaljubljeni, imamo metuljčke, ali pa, ker nekdo je. In potem, če imamo kle zabasen, kako bomo mi materializirali svoje sanje v resničnost? Zato je tudi ta masaža zelo pomembna. In zdaj delamo čisto počasi, pa čisto nežno, krogce, med rebri in do popka dol. Počasi, nežno. Če to delamo hitro, se lahko vznemirimo. Sem se že vznemirila. No, ne, nisi se. Počas. Tako, počas. Pa čisto nežno, površinsko. Prej smo delali skozi v globino, smo delali, zdaj pa res površinsko, pa nežno, pa počas. Kdaj se nam lahko zgodi, da pri tem sončku že zaspimo, če delamo zvečer. Pa če se to zgodi, nič za to. Pa bomo naslednji dan mogoče bolj budni. Skratka, tudi če smo vznemirjeni, če nas kaj vznemiri, pa stojimo tako, kot midve zdaj, a ne koliko se počutiš zdaj bolj pomirjeno, ko počas delaš. Ja, prav res. Skratka, in zdaj bomo soncu odgrnili, to je minimalno 30 krogov. 30 krogov. Mi ne moramo pretiravati. Edin, če bi 200... Ker polna luna na začetku je bila 30, ta je zdaj tudi 30. Tako, tudi te žarki, če skupaj sešteva, je bilo tudi 30. Je bilo tudi 30, ker smo na sredini končali. Tako, pomembno je, da na sredini začnemo, na sredini končamo. Gremo zdaj spet s tačkicami na zgornji del. Zdaj bomo pa odgrnili. Zdaj bomo pa zaveso odgrnili soncu, da bo še bolj močno posijalo. Se postavimo spet na zgornji del, na konc prsnice, naredimo vdih, z izdihom gremo v globino in gremo tako cik-cak sem tja in se počas dol spuščamo. Do popka. In potem po isti poti nazaj. Se pravi, tle je pomembno, da mi fajn vdihnemo s trebuhom, in potem izdihnemo in masiramo po globini noter, ne samo tako po površini nekaj. To je brez veze. Po globini. Po globini, in če nam zmanjka diha, plitko vdihnemo, zato da ne vdihnemo spet, da ne grejo roke gora. Pa spet nazaj, pa spet nov vdih, pa z izdihom v globino, do popka, pa nazaj. 3krat ali večkrat. 3krat ali večkrat. Naše punce tudi vidim, da odgrinjajo. Dobro, dobro. Zdaj pa, ko smo sonček odgrnili... Pa dajmo ga še enkrat pobožati. Zdaj smo nek notranji stretching naredili, mi imamo ovojnice, fascije in to se vse skupaj lima in zdaj, ko smo ta notranji stretching, oziroma smo ga naredili, s tem pomagamo limfi, da se očistijo stare stvari. In zdaj božamo.
Počasi, 30 krogov, spet počasi, tako kot sva prej. Okay. In zdaj, ko je sonce napolno posijalo, iz našega popka zaraste rožica. Rožica! Kako bo pa rožica zraste? Rožico vzamemo sredinske prste, ki so najdaljši, damo prst na prst, delamo na točke, če bi jaz klele mogoče pri Mojci pokazala, delamo se prav 4 točke. Ta točka, ta točka, ta točka in ta točka. Zdaj jaz ne bom šla to globoko po površini. Se pravi, pod popkom, nad popkom, levo od popka, pa desno od popka. Tako, kot 4 smeri neba. Se pravi, naredimo vdih, pa gremo z izdihom v globino, navpično, navzdol, ko pridemo do globine, naredimo 1, 2, 3 take mehne kroge, tako, da bi jih tako naredili. Cek, še enkrat, oprosti. Se pravi, izdih v globino. 3 krogece mehne. Pa se premaknemo naprej, cek, na to točko. Na uno da desno, ali pa levo. Ne delamo takih listkov, mi se v bistvu tak mehen pa vkrog naredimo, da pridemo na novo točko. Ne masiramo tukaj vkrog, res se držimo vkrog popka. Bo Mojca pokazala, Jana pa tudi že, verjetno. Dela, ja. 1, 2, 3 in naprej. In to spet 3 rožce naredimo. Ampak čutim, da me boli na eni strani. Ok, masiraj, dihaj, sproščaj. In ko mi dihamo in sproščamo, se tudi ta bolečina ali pa blokada sprosti. Tle je pomembno, res, ko smo v globini, da se premaknemo naprej, zato da začutimo, kje je naslednja blokada. Ker če se po površini, če že nov vdih naredimo, pa se premaknemo naprej, ne bomo čutili, kje je naslednja blokada. To ni prijetno. Tudi načeloma bom rekla vsadzga, ki pride recimo k meni na to celo terapijo, kjer mu zmasiram trebuh pa hrbet. Hrbet je tudi zelo pomemben. Zakaj? Maternica recimo pošlje čez križ po hrbtenici navzgor v možgane, kjer hormone potrebuje. In zdaj, če imamo to pot zaprto, kar večina ima, križni pa ramenski del, maternica reče estrogen, pa gre po hrbtenici reče možgani, kaj je progesteron? Pa gre, in tako nastane hormonsko neravnotežje. Zato je pomembno tudi, da je naš hrbet pretočen in to je velik razlog, bom rekla, pri današnjih naravnih zanositvah, ker v bistvu ženske nimajo komunikacije povezane. Pa pridejo na masažo in se naredi ta ponovna povezava in si same naredijo masažo in zanosijo, takoj, bam. Bam, pregnant women. Skratka, če si mi redno delamo masažo trebuha, se pa tudi naš hrbet sprošča. Se pravi, mi si težko hrbet sami zmasiramo. Super, super. Zdaj pa smo te cvetke naredili. Kaj pa zdaj? Zdaj pa še zlata spirala. Zdaj si predstavljamo, da gre zlata spirala iz našega popka navzven, vedno večje kroge, da pridemo do luna krogov in potem vedno manjše kroge, se pravi, da pridemo do popka. Smer je vedno smer urinega kazalca, ne obračamo smeri. Tako, da bi si zamislili, kako gre navzven. Zdaj pa še nogice na koncu. Za limfo, tudi zato, da smo bolj povezani z mamo zemljo, gremo od kolen navzgor, potegnemo do podprsi, pa roke dol, pa spet. Dihamo. In odlično. In srčka na trebušku naredimo in povemo svoji maternici, kako zelo jo imamo rade, moški svoji prostati. Dejansko mi se lahko z vsakim organom pogovorimo, vsak organ je živ, vsak organ ima svojo zavest in lahko vprašamo maternico, kaj je tisto pravo zdravo dobro. Kaj je tisto pravo zdravo dobro. Ok, zdaj pa še enkrat v temule, hitro, hitro. Polna luna 30-krat. Polna luna 30-krat. Polna luna 30-krat. Pa zvezda, ki bo od odspodi pa od odzgori. Od odspodi se pravi, začnemo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pa ponovimo, gremo hitro ponoviva. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pa še enkrat. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pa končamo. 1, 2, 3. Seveda mi ne delamo tako hitro, mi se postavimo res v dih počas. In gremo gor, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 in še 3-krat, kaj ne da? Tako, še 2. In isto zaključiva tukaj. Potem greva sonček. Sonček 30-krat. Počasnih, nežnih. Ja, to vse je bilo v globino. Odgrinjamo. Tako, zaveso. Dol in pa gor. Nazaj po isti poti. Tako, spet sonček. Spet sonček. Rožca. Rožca. Okrog popka. Okrog popka. Zlata spirala. Zlata spirala. Noge. Noge. In je to to! In srček na koncu. In srček. In se zahvalimo. Doktor Osmanagić je namreč s tem odkritjem
podrl je vse tisto, kar so nas učili tako dolgo časa in neverjetno je, kaj se tam dogaja. Mislim, škoda, da karkoli govorim tukaj.